Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovane gospe in gospodje, dragi prijatelji in kolegi. Zelo sem počaščena in srečna, da prejemam to visoko državno odlikovanje. Spoštovani gospod predsednik, od srca se vam zahvaljujem, da ste me odlikovali z zlatim redom za zasluge. Ob tem dogodku gredo moje misli daleč nazaj v povojni čas. Prag Akademije za glasbo sem prestopila davnega leta 1949, takrat kot 9-letno dekle. Na prvih izpitih pred komisijo profesorjev sem nastopila tako, da sem na notni pult klavirja postavila svojo najdražjo punčko in ji zaigrala izpitni program. To po zbirokratizirani bolonjski prenovi danes sploh ne bi bilo možno. Imela sem srečo, da sem se učila pri velikih mojstrih v tujini in obenem od 5. leta neprestano nastopam. Z glasbo, enotnim jezikom vseh narodov sveta. Ponosno nosim ime Slovenije po svetu in z svojimi uspehi in dosežki vedno častno zastopam svojo državo, svojo domovino po celem svetu na več tisoč nastopih. Ves čas se je v meni krepila želja, da bi svoje znanje in izkušnje prenašala na mlajše rodove. Tako sem leta 1966 pričela s poučevanjem klavirja na Akademiji za glasbo. Ponudili so mi delo na več najpomembnejših akademijah in univerzah po svetu, a sem ostala zvesta domovini, za kar se verjetno lahko zahvalim svojemu očetu, profesor dr. Ivanu Tomšiču, ki je bil cenjen strokovnjak mednarodnega prava in velik domoljub. Doživela sem številne družbene in politične prenove, reforme in krize financiranja kulture in visokošolskega prostora, ki so večinoma pomenile krčenje sredstev, včasih pa tudi nerazumljivo ožanje standardov, očitno zaukazano iz prostorov, kjer poslanstva umetnosti nikoli niso razumeli. To se bo najverjetneje dogajalo še naprej, a vendar nikoli ne smemo pozabiti, zakaj smo kot narod obstali in zakaj smo natanko takšni, kot smo. Mladim, nadarjenim, nadebudnim, ustvarjalnim, smelim in požrtvovalnim, od katerih je odvisna, če hočete, tudi prihodnost naroda, moramo ponujati varno in spodbudno polje učenja, spoznavanja, ustvarjanja, sanjarjanja. Tako kot tisti 9-letni deklici, ki je igrala na izpitu svoji punčki. Zato upam, da bo ta država znala še naprej spodbujati ustvarjalnost, vrhunsko umetnost in ohranjati identiteto slovenskega naroda. In pri tem, gospod predsednik, lahko vedno računa tudi na mojo pomoč. Še enkrat prisrčna hvala.